SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu SBC Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič in bom danes, kot vedno, vaša gostiteljica, z mano pa trije gostje. Na moji levi Petra Jovančič, direktorica Združenja Manager. Na moji desni Milan Kuster iz podjetja Ivent in pa profesor na ekonomski fakulteti Aleš Ahčan. Dobrodošli vsi. Današnja ključna tema pa, potem ko smo tedne govorili o novih davčnih obremenitvah, tokrat nedavčne in druge obremenitve, torej predvsem administrativne, v zadnjih tednih ekstremno aktualen ukrep evidentiranja delovnega časa, seveda pa to ne bo edina stvar. Da torej začnemo z vami. Kako nasplošno je v tem trenutku se je število nekih dodatnih predpisov, obremenitev, zahtev zakonov povečalo ali je dejansko ta večna mantra po poenostavitvah, po zmanjšanju administrativnih ovir dosegla svoj cilj in imamo danes manj nekih zahtevanih predpisov? V Združenju Manager smo se s to tematiko zelo veliko ukvarjali, predvsem v okviru našega akcijskega načrta, v katerem smo želeli analizirati, kaj Slovenija potrebuje, da povečamo produktivnost v državi, ker je to ključno v končni fazi tudi z vidika vzdrževanja socialne države in sicer družbene blaginje sicer. Kar ugotavljamo, in v tem akcijskem načrtu smo to tudi zelo natančno analizirali, je, da je Slovenija v teh 30 in nekaj letih praktično podeseterila število pravil. Mi imamo trenutno v naši državi, če se ne motim, okrog 900 veljavnih zakonov, preko 20,000 raznoraznih predpisov. Pri uvajanju evropskih direktiv znamo biti v Sloveniji tudi precej bolj papeški od papeža in si tudi sami precej zakompliciramo zadeve. Skratka, kar ugotavljamo je, da vse to dela zelo konfuzno okolje, počasno okolje, v končni fazi se ljudje v tem težko znajdejo in seveda tudi podjetja težko znajdejo. To podaljšuje postopke, podraži postopke, tako da bi v bistvu naš zaključek z vidika birokracije pa administrativnih obremenitev, da bi morala Slovenija nujno narediti korak nazaj in to zagotovo zmanjševati. Ideje so najrazličnejše, od tega, da za vsak nov predpis kakšnega mogoče, odpravimo. Skratka, kakršnekoli poenostavitve so tukaj močno zaželene. Čist pri vas v praksi, kaj opažate, recimo, kje vam v tem trenutku največ časa vzame, s čim imate največ dela in kaj recimo še nekaj let nazaj niste potrebovali oziroma ni bilo del vaše dnevne aktivnosti, zdaj pa morate recimo ravno zaradi vsega tega temu dodatno posvečati svoj čas? Ja, gledajte, zdaj kolegica je odlično povzela to, kar se nam pa v praksi dogaja. Namesto, da bi stvari šli v tej smeri, da bi bili postopki enostavnejši, razumljivejši, usmerjeni v cilj, da bomo zvišali produktivnost, ne pa povečali administrativne postopke, s tem se pač spopadamo. Zdaj, danes imate tvojega sogovornika, ki zelo malo gleda televizijo, se s temi nebulozami ne ukvarja preveč, čeprav imamo letno najmanj 2 do 3 inšpekcije, ponavadi pridemo skozi, ker imamo urejeno podjetje, urejeno imamo po zdravi kmečki logiki, novih predpisov ne upoštevamo, pa jih tudi ne bomo. In smo pač mogoče to nekaj posebnega. Res pa je, da ta igra zahteva, da si vedno malo korak spredaj. Kaj pomeni, da jih ne upoštevate? Torej, rekli ste, da do zdaj ste vedno z inšpekcijami dobro prišli čez. Kaj to? To je precej kontradiktorno. Zdaj sem poklical novo inšpekcijo. Zdaj, ko govorim, sem poklical novo inšpekcijo. In prišli smo zato, ker imamo, stvari pošlihtane, imamo, od pravilnikov do vseh teh mogočih podaktov, s katerimi se ukvarjamo, imamo outsourcane, torej svetovalce, ki se s tem ukvarjajo, jaz tega sploh ne gledam, upoštevamo pa itak nič. V redu. Torej, vprašanje za vas, kako to vpliva na neko splošno poslovno okolje? Omenil je že dodano vrednost, seveda gospodarsko rast in pa v končni fazi tudi zanimivo Slovenije kot destinacije oziroma države za neposredne tuje naložbe.
No, vse veste, če daste plavalcem v eni državi zahteva, da plavajo z nahrbtnikom, drugi pa plavajo brez nahrbtnika, pa bodo manj radi hodili za vašo državo plavati oziroma delati. Tako da žalosten je, da v tej točki, bom rekel, kjer je vedno več konkurence in vedno večja volatilnost, mi povečujemo, bom rekel, birokratske ovire, kar dodatno otežuje, bom rekel, tekmovalnost teh naših podjetij. Zdaj, mi se smo se pro forma zaradi tega povečanja transparentnosti in odgovornosti, ki ga probamo s pravili dosežiti, smo se lotili na napačni strani. Treba je vedeti, da podjetniki, ki v večini časa odgovarjajo svojim premoženjem in si želijo, da njihova investicija raste, imajo odgovornost že zaradi tega, ker imajo ogromno premoženja vezanega v tem podjetju. Tako da ne vem, zakaj moramo pro forma povečevati število pravil, predvsem strani tistih, ki nikoli ne plavajo v bazenu, pa dajo nahrbtnik tistim, ki plavajo, ker že samo dejstvo, da so oni odgovorni svojim premoženjem večino časa in da tukaj živijo, pač ponazarja in podarja to, da bodo skrbni lastniki in gospodarji. Pa da ne bomo zdaj čisto samo vedno kritizirali, ali je slučajno kakšen premik tudi v pozitivno smer, da se je pa dejansko na nekem področju kaj izboljšalo, pohitrilo. Recimo veliko se je govorilo o hitrejšem ustanavljanju podjetja, sploh za tujce in podobno. In kje so se stvari najbolj zaostrile, oziroma ali imamo dva neka taka pola, nekaj izboljšav, pa neko veliko grozo, ki vsem, ki se z njo ukvarjajo, dela sive lase in krati spanec. Ja, če lahko nadaljujem s to analogijo, pravzaprav ne moramo reči, da je nahrbtnik kaj lažji. Število predpisov se povečuje, se pravi, nahrbtnik vedno težji. Je bilo pa zdaj v času obravnave zakona za popoplavno obnovo zaznati, da vendarle je neka bolečina glede hitrosti pridobivanja gradbenih dovoljenj in umeščanja v prostor, tako da tukaj so predlagane neke izboljšave. Bo pa zanimivo to opazovati, kako se bo potem odvijalo v praksi. Najlažje napisati, ne, da je treba pač nekaj urediti v 15 dneh. Kaj se bo zgodilo v ozadju, je druga zgodba. Sicer pa samo osebno poznam zgodbo enega od koroških podjetij, ki je dobilo gradbeno dovoljenje v 18 dneh. Kar je pravzaprav ena taka zelo pozitivna zgodba, je pa res, da je bilo tam veliko zavedanja in ne samo seveda na ravni podjetja, ampak tudi lokalne oblasti oziroma samouprave, da tako rečem, da so bili te postopki res hitro izvedeni. Ampak to so še vedno bolj ali manj izjeme, ne neko pravilo. Dejstvo je, da predpisov je vedno več, da smo precej zbirokratizirana družba. Mi smo v našem akcijskem načrtu res delali primerjave z Avstrijo in Nemčijo in nobena od teh dveh držav ne slovi potem, da bi bila prav debirokratizirana. Tudi imajo kar precej birokracije, ampak še vedno smo mi tukaj v primerjavi z njimi počasnejši in še bolj zapletene postopke imamo. V zadnjih tednih si kakor najbolj odmeven primer uveljavitev zakona o evidentiranju delovnega časa. Ste vi morali kaj dodatno narediti, kakšen nov sistem vzpostaviti, kupiti kakšen nov program, ki to beleži, ali to delate na roko, kako delate recimo s svojimi serviserji, kako ste vi to rešili? Mislim, perfektno, tako kot vse stvari v življenju rešimo. Naredili smo vse in pa nič. Tako da verjetno bi zadovoljili neke osnovne pogoje. Če bi se kdo hotel to preverjati, v praksi pa nismo naredili nič, ker je sistem, ki ga ti gradiš 15 let. Ni zdaj dovršen, vedno se ga da modificirati. Ne moreš pa stopiti 10 korakov nazaj, pa ljudi pošiljati na eno točko, s katere morajo štartati, če en štarta v Ormožu, drugi pa v Mostu na Soči. In na kak način zdaj mi bi lahko te evidence vodili. Nam se to zdi neživljenjsko, nelogično, na koncu koncev pa ne razumem, kdo si jemlje pravico, da meni kot lastniku podjetja pamet soli, koliko časa moji ljudje delajo. Mi imamo delovno inšpekcijo, ki lahko skrbi za eventualne zlorabe delavcev. To je zelo utečena zadeva, če kje se kdo čuti ogroženega, bo v 5 minutah preletela inšpekcija in bo pač to zaznala, ugotovila, kaznovala in je tudi prav tako. Pri nas delavcev ne zlorabljamo, so srečni, zadovoljni, da lahko delajo v nekem urejenem okolju, kjer se pač tudi delo zna ceniti in tudi nagraditi. Vsake take administrativne ovire ali pa predpisi nam predstavljajo stres. In zdaj
na kak način to voditi, vam povem po pravici, jaz se s tem ne ukvarjam. Mislim, da to ni predpis, ki bi lahko zdržal in bo slej ko prej, tako kot velika večina stvari, izvodenev. Zakaj v bistvu delodajalci na splošno gospodarstvo ni prej odreagiralo? Bilo je prehodno obdobje, nekako se je vedelo, kaj bo treba narediti, nekako se je vnaprej dalo to prebrati, da je stvar precej neživljenjska, sploh za določene panoge, za določene malo manj, odvisno od podjetja in kako se dela. Ampak stvar je šla na ISS-ju čez, na vladi je bila soglasno sprejeta, kljub temu je potem minister Han par dni pred uveljavitvijo rekel, da zdaj pa tudi on razume, da je to. Zakaj ni bil ta celoten boom in ogorčenje morda nekoliko prej, zakaj se je čakalo do zadnjega? Pravzaprav že v času samega sprejemanja zgodba ni bila tako zelo enostavna, tudi to sprejemanje na ekonomsko-socialnem svetu je precej stvar različnih interpretacij. Moram sicer povedati, Združenje Menedžer ne sodeluje v tem socialnem dialogu, mi nismo člani ekonomsko-socialnega sveta, seveda smo pa takrat zadevo spremljali in jaz sem takrat že aktivno spraševala, kaj se dogaja. Dejstvo pa je, da se je zgodba začela pravzaprav, v osnovi je bilo zapisano v predlog zakona, da bo obvezno elektronsko evidentiranje za vse in potem se je seveda začel teh proces nekih kompromisov in danes imamo, kar imamo. Moram reči, da smo že takrat mi sprožali debato, zakaj na tak način, ampak kdaj je dejansko prišlo do bolečine? Tik pred uveljavitvijo, ko so podjetja se začela zavedati, kaj to pomeni v praksi, pa ne samo podjetja, zaposleni tudi. Mi smo recimo v marsikaterih panogah, sploh storitvena dejavnost, morate vedeti, da temelji na zaupanju, da ni nekega mikromenedžiranja na minuto natančno. In danes pravzaprav to zaupanje rušimo, ker se gre država neko mikromenedžiranje, se pravi na zaupa ne podjetjem, ne zaposlenim. In naj takoj povem, da z vidika poslovodnih delavcev, ki imamo praviloma individualne pogodbe, to pravzaprav ni izziv. Izziv je na strani zaposlenih, ki kar naenkrat so podvrženi zelo strogi kontroli, da tako rečem. In poenostavljeno je razumevanje, da je treba vedno izhajati iz nekih napak v sistemu, ker kršitve bomo vedno imeli tudi po tem zakonu. Ne moreš potem sprejemati zakona, da zgorjačo udariš po vseh ostalih. Za kršitelje je zadeva zelo jasna. To se rešuje na ravni pravne države, imamo inšpekcije, imamo nadzor, imamo sodišča za to. Vse ostale davi z birokracijo za to, da bomo domnevno rešili nek problem, jaz mislim, da ga nismo rešili in enostavno zadeva ni dobra. Jaz upam, da bo držala ta zaveza, da bodo zdaj 3 mesece to spremljali in da bodo podjetja tudi dala svoj glas in da se ta zadeva lahko spremeni, ker je neživljenjska. Mi moramo razumeti, v gospodarstvu ni enoznačne zgodbe. So panoge, so poklici, kjer je morda to smiselno z vidika vodenja. So pa storitveni in drugi poklici, kjer to absolutno ni potrebno. In mi se danes pogovarjamo o tem, da moramo iz dela rok preiti na ustvarjalnost, na višjo dodano vrednost, na digitalno, na zeleno, krožno, ne vem kaj še vse. Po drugi strani pa se ukvarjamo pravzaprav z neko birokracijo, kot da smo nekje v neki industrijski revoluciji, v nekih umazanih tovarnah. Sodobne oblike dela so danes povsem drugačne. Ljudje so radi svobodni pri svojem delu, so bistveno bolj ustvarjalni. Ne vem, mladi ustanavljajo startupe s svojimi prijatelji. Imamo družine, ki vodijo podjetja, kjer delovni čas sploh ni razprava, ni kategorija. Skratka, mislim, da je zakon ne samo neživljenjski, ampak absolutno ne pritiče letu 2024 in jaz iskreno obžalujem, da se moramo sploh na ta način o tem pogovarjati. Kako pa vi na faksu beležite čas, glede na to, da imate profesori pa pripravo, pa popravljanje, pa pisanje člankov, kako beležiš čas, sploh si pa tam recimo fizično 2-3 na teden po par ur? No, to je vaša teza, ne? Vi ne veste, kolikokrat smo na faksu. Tako da, glede na to, da doskrat predavamo tudi popoldne, zdaj točno ne vem, kako bo to urejeno, hkrati pa imaš pripravo na predmet, ki je lahko včasih na fakulteti, včasih doma. Specifično recimo v tem semestru imam jaz nekaj več predavanj, nisem samo 2-3 na faksu, se pa jasno lahko kdaj tudi zgodi glede na druge oblike dela. Zdaj točne rešitve ne vem, bistveno bolj pomemben se mi zdi pa to, kot zdaj se mi ukvarjamo z nekim mikrosimptomom, ki je posledica
morda napačnega ustroja družbe ali pa tudi cele zasnove politike, kot smo imeli. Dajmo se mi vprašati, stopimo en korak nazaj, ne? Kako bomo mi postavili sistem, da bo dober za vse skupaj, da bo ta trikotnik, ki že stoletja ali pa tisočletja velja in drži, to je, da so ljudje kompenzirani glede na tveganje, družbeno korist, ki jo prinašajo in pa redkost dobrine in pa intenzivnost svojega časa in pa truda, ki ga mora dati noter, da bo premo sorazmerno temu trud nagrajen. In da bodo v eni fazi, kjer se strinjam, da bo delo podjetnika cenjeno in vredno, ker on odgovarja s vsem svojim v bistvu kapitalom in premoženjem in na drugi strani riskira veliko. Imamo tudi poklice, ki riskirajo več, kot so gasilci, posamezni policisti in tako naprej, ker riskirajo življenje v končni fazi za neko minimalno plačilo. Kdaj bodo te ljudje prišli v spredje kot vlečni konji družbe? In se ne bomo ukvarjali mi z nekimi mikrosimptomi tega, kar izvrže politika in vsaki cenirali te mikrosimptome, bomo postavili sistem, kjer bo odgovornost lokalizirana in na drugi strani nagrajen tisti trikotnik, kjer sem prej govoril. Tako da to štempljanje bo po mojih malo šlo pozabo, upam. Ne? In upam, da bomo pa mi ta podcast izkoristili, da bomo postavili malo zdrave temelje razmišljanja, ker takrat, ker nas bo večina teh, ki bomo zdravo razmišljali, se lahko nekaj tudi spremeni. Eno od velikih ovir je bilo sploh v zadnjih mesecih tudi zaposlovanje ljudi, sploh tujcev, sploh v mesecih, ko smo imeli res rekordno nizko brezposelnost. Zdaj se sicer te številke nekoliko povečujejo, pa še vedno smo zelo dobri, smo pa imeli ravno septembra največje število samozaposlenih. Ste vi kdaj zaposlovali tujce? Ste šli kdaj čez to kalvarijo, nekoga pripeljati, mu zrihtati papirja, mogoče še družino, kakorkoli, ali ste imeli do zdaj dovolj kadra, da ste ga iskali samo v Sloveniji? Ne, nisem pravi sogovornik zato, ker mi nikoli nismo zaposlovali tujcev. Tudi mi nikoli ni bilo jasno splošno stališče, da v Sloveniji je nemogoče dobiti dober kader in dobre delavce. Ne. Mi smo ponavadi ali imeli srečo ali pa smo bili dovolj zanimivi, da se je na naše razpise prijavilo ustrezno število kandidatov, tudi zelo dobrih kandidatov, izmed teh smo potem zbirali svoje bodoče sodelavce. Ne. V tujini imamo podjetja, ampak so to samostojna podjetja, tako da tega transferja s tem se ne rabimo ukvarjati. Zdaj bo na ravni EU potrebno sicer šele čez nekaj let v vse kadrovske razpise dodajati tudi plačo. Ste že kdaj to počeli in rekli ste vedno dovolj zanimanja, je številka nekaj, sploh če je boljša od konkurence, nekaj, kar še dodatno privabi najboljše ljudi? Mislim, mi tega do zdaj še nismo dali v razpise, lahko bi pa dali in tudi ni nič narobe, če se tak podatek vnese v samo sporočilo, ko iščeš sodelavce. Ne? Je pa tak, da danes so neki javni podatki, kjer se da videti povprečno plačo, kjer se da videti rezultate in jaz mislim, da podjetje za svojim delovanjem na nek način skrbi za svoj imidž in je zaželen delodajalec ali pa je manj zaželen delodajalec in je pa res, da ta podatek dobijo zelo hitro. Lahko je to prvo vprašanje, me nič ne moti. Nemška gospodarska zbornica je delala anketo med nemškimi investitorji v Sloveniji in 75% jih je reklo, da bi se ponovno odločili za investicijo v Sloveniji. Torej 25% za jih torej ne bi. Je to za oba vprašanje dober podatek ali je to zelo slab podatek? Jaz sem pričakovala, da bo več tega in je upadlo, ker če se ne motim, v prejšnji anketi jih je bilo 80. Tako da ta delež tistih, ki se ne bi več še enkrat odločili, je zrastel. Torej, zakaj in kaj nam to v bistvu pove ravno v kontekstu dodatnih ovir, predpisov, zakonov? Če lahko jaz, pa se bom hitro se upravičujem, pač očitno bom rekel profesionalna deformacija. Lejte, ljudje komunicirajo z besedami, glasujejo pa z nogami ali pa dejanji. Druga stvar, psihološko gledano nekdo, ki je imel donosno investicijo, mogoče na podlagi preteklih vtisov, ker oni sem prepričan, ne spremljajo vsega, kaj bi bilo treba še enkrat narediti, če grejo v investicijo, se odločajo na podlagi preteklih donosov ali pa preteklih izkušenj. Tako da jaz osebno mislim, da bi bilo de facto celo več. Bolj, kar me skrbi, je pa tisto, da nekateri naši podjetniki so že ali pa razmišljajo, da bi se preselili in te odločitve so dostikrat irreverzibilne, ker so povezane z nepovratnimi stroški, v tem smislu, da ko enkrat narediš selitev, je to s sabo potegne kar nekaj časa dela in pa stroškov. In nažalost, jaz sicer roko na srce, da bom čist iskren,
ne morem govoriti o tem, kaj je absolutno previsok davek, ali pa mislim, da definitivno treba nekaj dati nazaj državi, ampak mi danes tekmujemo s Hrvaško, Srbijo in ostalimi in te države imajo bistveno bolj ugodno davčno politiko in če želimo te vlečne konje obdržati, tukaj bomo se mogli do neke mere prilagoditi. Hvala Bogu, imamo podjetnike, ki veliko vračajo družbi, kot je bil primer podjetja Belektron in tako naprej, ki samo iniciativno in verjetno še drugih vračajo nazaj v to družbo in dajmo se vprašati, kaj bo, če teh ljudi s tako visoko dodano vrednostjo in takimi zaslužki več ne bo. Tako da bodimo veseli, da imamo podjetnike, ki dobro delajo, naredimo pa okolje toliko bolj prijazno, ker jaz verjamem, da marsikdo od njih bo investiral in vrnil denar nazaj in bomo toliko lažje potem tudi ostali prosperirali skupaj z njimi. Ja, se popolnoma strinjam in mi se moramo kot država razvojno vprašati, od česa bomo imeli kot država več, z vidika celovite družbene blaginje, ali to z več administracije, z več davki, ali je mogoče čas, da si nalijemo čistega vina, pa se vprašamo, kaj z našo konkurenčnostjo. Lestvica seveda obstaja, vemo, kje smo, Slovenija drsi nažalost navzdol. Trenutno smo na 42. mestu, tudi veliko od teh stvari, ki se danes pogovarjamo, na to vplivajo. Bi pa spomnila na tiste ambicije, ki smo jih imeli 15-20 let nazaj, da bi Slovenija vendarle rada prišla med 20 najboljših. Ne vem, kdaj in kje smo izgubili to ambicijo. In tukaj se je treba vprašati vse o razvojni davčni politiki, o razbremenitvi z vidika administrativnih bremen in tako dalje. Ne? In treba je na nek način delati na zavedanju, da je to stvar, ki prinaša rezultat na dolgi rok za vse. Mi v končni fazi, če smo privlačni za investicije, če kot gospodarstvo raste, potem so to prilivi za zdravstvene, pokojninske in vse ostale blagajne. Tako da to zgodbo moramo v Sloveniji bolj celovito povezati. Če smo rekli, da smo za Nemce na 3/4 prijazni, ne? Pa prej ste omenili, da Avstrija in Nemčija nista državi, ki bi sloveli po nekem malem številu zakonov, predpisov in podobnega, torej so nam precej podobni. Kaj to šele pomeni za investitorje, recimo Američane, neke azijske investitorje, kjer verjetno je neka ta obremenitev s predpisi še bistveno manjša kot je Evropa, ki smo znani po tem, da smo dostkrat bolj papeški od papeža in sami sebi postavljamo neke dodatne omejitve. Poglejte, danes sem razmišljal o tem vašem vprašanju z vidika podcasta, pa bom dal en primer. Ne. Jaz se sicer strinjam, korupcija je problem, ampak samo da bodo ljudje finančno razumeli, ker je to pač eno področje, na katerem delujem. Če imate vi korupcijo, ki stane 10% vrednosti projekta, je to predvidljiv strošek in vam poveča donos za 10%. Skratka, namesto 10-11% morate donosa delati. Če imate vi birokracijo in negotovo okolje, kot je slovensko, in se vam lahko zamakne izvedba projekta iz 3 na 8 let, vam nenadoma ta 10% donosnost, ki jo hoče investitor, skoči na 25%. Tako da dajmo se vprašati, kaj mi s tem delamo, ko je okolje negotovo, zbirokratizirano in koliko zaradi tega zgubimo investicij in pa priložnosti. Ena velika grožnja, s katero smo se mi tudi v akcijskem načrtu zelo veliko ukvarjali, je tudi naša demografska slika. Ta je zelo neugodna in mene čudi, da se s tem nihče malo bolj resno ne ukvarja. Če pogledamo kar konkretne nominalne številke, nam se upokojuje baby boom generacija, ki se je rojevala, to je bilo približno 30,000 in več ljudi na leto. Mi smo danes v situaciji, ko na trg dela prihajajo mladi, ki jih je 18-19 tisoč, od tega nam še marsikdo gre študirati v tujino, pa morda začenja kariero in ga je zelo težko nazaj potegniti. Hkrati imamo zapletene postopke za pridobivanje tujcev, pa ne govorimo tukaj samo o proizvodnih kadrih, tudi o talentih, ki jih potrebujemo v ustvarjalnih poklicih za večjo dodano vrednost. In to je velika grožnja z vidika pokojninske, zdravstvene reforme in tako naprej. In zato se pravzaprav pri nas vse lomi na tej delovno aktivni populaciji, ki prevzema vedno večja bremena. Mi ne smemo pozabiti, da je pred vrati tudi dodaten prispevek za dolgotrajno oskrbo, da imamo zdravstveno blagajno podfinancirano, da pokojninsko blagajno praktično že zdaj sofinanciramo iz proračuna. To so zelo resni strukturni problemi, ki so vedno večji in ne razumem tega, zakaj se s tem konkretneje na ravni celotne države ne ukvarjamo. Ste vi kdaj razmišljali, da bi selili svoje podjetje na Hrvaško recimo, ali pa saj tam odprli neko večjo, pomembnejšo podružnico, zdaj grejo v razbremenitev plač, za manjše podjetje do 1 milijon dobička imajo bistveno boljše davčno okolje, tudi drugo spodbudo. Ste kdaj razmišljali, da bi saj en del svojega dela preselili tja, v končni fazi je to uro vožnje? Glejte, ja, sem razmišljal, pa tega nisem napravil, ne. Nekako imamo Slovenci še vedno en taki moralni imperativ do te države,
ali pa smo tako tumasti, da nekako upamo, da bo se to nekako samo od sebe nekega dne malo popravilo in bo vse skupaj postalo malo bolj logično, ne. Zdaj podjetje na Hrvaškem smo ustanovili, ja, ukvarjamo se s podobno dejavnostjo, izjemno lepo rastemo zadnja leta in zaradi tega tudi poznam torej davčne obremenitve, kakršnekoli so na Hrvaškem. Bi pa mogoče malo drugače obrnil ta zorni kot, čeprav se z sogovornikoma absolutno strinjam za vsem, kar sta povedala, ne. Problem je v tem, da se mi vsi lahko strinjamo, torej smo ljudje, ki verjetno približno vemo, kaj je pomembno, ne. Pomembno je, da se dodana vrednost ustvarja, pomembno je, da se zavedamo torej tudi širše, da uspešno gospodarstvo lahko generira neko državo za nekimi servisi in ali bom rekel državo blaginje, ne. In zdaj teptati kuro, ki ti nese zlata jajca, ne, in jo obremenjevati do tiste točke, da bo počla, spakirala pa šla na Hrvaško, ne, je pač, ne vem, nekako kratkoročno razmišljanje. Mi vsi gremo na Hrvaško jutri, veste, to je za nas, ki smo iz nič ustvarili neko zgodbo, je tak transfer res mala malca, ne. Ampak ne vem, zakaj, ne. Vseeno nekako poskušamo dati svoj doprinos tej družbi, se pravi, na nek način izpolnjujemo svoje državljanske naloge, ne, ampak se ti pa zdi, bom rekel, iz leta v leto bolj tumasto, ne. Obdavčitve na dodatne obdavčitve in potem to še malo obdavčiš, ne. In jaz bom zdaj tako rekel, no, mogoče bi to bilo za malo skreniti iz teh pogovorov, ki so vsak dan na tapeti, ne. Jaz mislim, da ima Slovenija preveč denarja. Jaz mislim, da je absolutno preveč denarja. Da če bi s tem denarjem nekdo znal pravilno razpolagati in ravnati, ne, bi ljudje živeli fantastično. Zdravstvo, vreča brez dna, državna uprava, nobenega kriterija uspešnosti, tle se širi, množi, razmnožuje. Ne rečem, da niso ljudje, ki delajo, ampak že samo postopki so taki, da zahtevajo nerazumno veliko število ljudi. Slepo sledenje Evropi. Pa Evropa se je dala šel z na kolena, zdaj se ga bo še v drugo. Pa kdo je rekel, da smo najbolj pametni? Če mene vprašate, pa že smo malo provokativno, ma leti iz te Evropske unije, koliko lahko. Takoj, immediately. Postani samooskrben, poveži se z državami BRICS-a, ne vem, se niso edini, se delajo same neumnosti. Ja, replika? Se strinjamo, v vitki državi se mi absolutno premalo pogovarjamo in ta besedna zveza je na nek način zginila iz agende. Nihče več tega ne odpre. Bi se pa mogoče navezala, no, da ko si nekaj let v Sloveniji in postaviš podjetje in si nekaj časa tukaj, je veliko težje odločitev za selitev v tujino, kot recimo pri mladih, ki imajo danes krasen pogum, da gredo v tujino in si upajo. In bi pa tukaj mogoče omenila še vidik socialne države, se strinjam z gospodom, kar je povedal. Pred kratkim sem naletela na primer uspešnega podjetnika, mednarodna kariera, živel, delal v Singapurju, ampak potem iz razprave zaznam, da trenutno je v Sloveniji. Seveda zato, ker je žena noseča in za čas, ko je noseča, bodo ostali tukaj, da tukaj rodi in potem hodili v vrtec, kar je pravzaprav en dober signal, da mi nekatere zadeve imamo kvalitetno urejene in da tudi ni vedno vse zlato, kar se sveti navzven, ne. Mislim pa, da ima Slovenija res odlično lego in odlično priložnost, da bi z neko pametno državno politiko lahko bolj poskrbela, da ti talenti že v osnovi ostanejo doma in da se Slovenija razvija, da ponuja te priložnosti. Sem jih danes brala, da smo meni sedi, da 28 na lestvici za privabljanje in ohranjanje talentov in ko so začeli leta 2013 meriti, smo bili 25, kar pomeni, da smo v teh 10 letih padli za 3 mesta in tam je tudi zelo jasno, kje smo bolj dobri in kje smo slabši, ne? Ampak že to je povedan podatek, da v tem času nismo napredovali, ampak smo nazadovali, kar pomeni, da nismo ravno Indija, Koromandija za mlade talente in ne vem, neke nomade.
če lahko sam nekaj dodam, 25, 28, 47 let samo eno državo imamo. In ko se bomo vsi začeli obnašati do te države, kada je samo ena država in da to pomeni od vseh deležnikov v državi, od politike, državljanov in tako naprej, pa bomo naredili korak naprej. Država je v resnici tako, kot en velik, predvsem z vidika gospodarstva, nasad jabolk, ne? In če samo vrtnar, bom rekel, nima svojih, da niso to njegove jablane, pa jih samo oskrbuje, potem bo propad vsake izmed jablan zanj mogoče nek manjši problem, ampak kolektivno, ker on upravlja vse te jablane, se njegovem, bom rekel, prirastu ne bo poznal. Za tisto jablano, za tisto posamezen podjetje bo to individualna katastrofa. In moramo počasi začeti lokalizirati odločanje, da bodo politika tudi prenesla del na lokalno oblast v smislu, ljudje ne vejo. Švica in Nemčija sta imela največji zagon gospodarske rasti, ki je bilo lokaliziran del pobiranja davkov, investicij in tako naprej, in so prenesli del samoupravljanja na zvezne države. Zakaj? Ker tam se ne da skrivati napačnih odločitev več pred ljudmi. In če bi gospodarski minister, ki vem, da je ljudski človek, 10krat na leto šel spat najmanj gospodarstvenikov, ki ga imajo najmanj rad v vsaki občini ali pa v vsakem mestu, potem mislim, da bi bile tudi drugačne odločitve na gospodarskem ministrstvu. Tako da dajmo lokalizirati to odločanje, mi grede sam medklic, da ne bo potem kakšnega ekota, mene politika ne zanima, ne? Ker pri nas je potem zelo priljubljeno, da kdorkoli pove kakršenkoli argument, se ne napada argumenta, ampak človeka. Želim pa si jasno, da bi kot družba prosperirali zaradi tega, ker imamo krasno izhodišče, imamo dobro državo, funkcionirali vse, zdaj se moramo počasi buditi in začeti spreminjati stvari. Omenili ste zdravstvo in omenili ste zadovoljne zaposlene, glede na to, da smo v letu ukinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki prehaja v obvezno in se v zadnjem tednu 3krat spremenili, kako se bo to obdavčilo. Ste morda vi svojim zaposlenim plačevali ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali kakšen drugi steber pokojninskega zavarovanja, imajo tudi kakšne te ugodnosti in so tudi zato zadovoljni in nimate težav z novimi kadri? Ne, imajo. Mi smo že 7 ali 8 let v neki shemi, ne me zdaj vprašati točno, kako se je reče, ampak plačujemo, se pravi podjetje plačuje za neki drugi steber ali nekaj podobnega svojim delavcem v nekem davčno priznanem deležu, ne, in to se jim pač nabira, ne, zdaj ste mi neko vprašanje postavili. Ne, če ste slučajno tudi dopolnilno zdravstveno plačevali, zdaj bo. Ne vem, kak je pa z dopolnilnim zdravstvenim, če govorimo o tem dodatnem zdravstvenem zavarovanju. Jaz že 10 let ga ne plačujem. Pred 5 leti sem tudi žena prepričal, da je šla ven iz te šlamastike. Glejte, imamo že najmanj 10-15 let privatnega zobozdravnika, ker to ni način, da ti zobe ne izpadejo, da o ginekologih reč ne govorim, in se zavedamo, da smo prišli v situacijo, kjer je res težava, če si odvisen od trenutnega zdravstvenega sistema. Res je to velik problem in zdaj lahko nekdo reče, ja, zdaj tisti, ko ima denar, se pa lahko temu izogne in gre privat, ne. Ampak čakajte malo zdaj, veste, koliko mi plačujemo že za obvezno zdravstveno zavarovanje, pa še vse privatno zraven, ne. V času enega življenja je to za eno hišo, ne. In da meni pol nekdo upa reči, da ko jaz telefon obrnem, nisem čez 15 minut sprejet, pri tem denarju, ki ga plačam, ne, je tako, da vi mene pokličete, naročite storitev, jaz vam jo zaračunam, vzamem denar in porečem, čakajte, čakalna doba, čez 15 let se mi javite. Kaj boste zdaj, ko boste pa imeli to kot obvezno zdravstveno zavarovanje? Glejte, ne vem, mogoče se bom na Hrvaško preselil. Definitivno pa vse te obremenitve, ne vem, mi, ki dejansko tukaj delujemo, ne, pa nisem jaz edini, ne, ampak tukaj je kar nekaj teh ozaveščenih podjetij, to je daleč od neke tajkunske zgodbe, kjer ogromno dajemo nazaj v okolje. Ogromno pomagamo, stimuliramo in ko se oziramo okrog sebe zdaj, ko so se mi neka leta nabrala, v bistvu razmišljam, da smo Slovenci svetovni prvaki. Poglejte športnike, poglejte posameznike in če mi ne bi bili tako ekstremno sposobni, ne, da z nahrbtnikom včasih plavamo hitreje, kot pa oni Nemci, Nemci so debeli zavaljeni po 15 letih konjunkture. Mislim, mi se niti ne zavedamo. Jaz svojim ljudem razlagam, tudi kolegom včasih, pa kaj si ti zavedaš, koliko smo mi bolj gibčni, bolj navajeni vsega hudega, ne. Saj smo v času
teh zadnjih, ne vem, toliko in toliko let menjali, ne vem koliko valut, sistemov, načinov, pogledov, ne, drugi pa so imeli več ali manj dosti bolj urejeno okolje, dosti bolj poslane zgodbe in zdaj, ko se jim zadeve začnejo lomiti, šele vidiš, kako izgledajo plavalci brez mišic, ne. Mi ogromno delamo z Nemci, ne. Ne vem, mislim, ta podatek, jaz sem član te nemško-slovenske zbornice že tudi kar nekaj let, jaz mislim, da po mojem niti 20% takih nekaj bi še enkrat prišli v Slovenijo. Pa veste, zakaj ne? Zato, ker se stresajo, že ko se malo zadeva začne lomiti, ne. Zato, ker se bojijo svoje sence, ne? In ker znajo računati. Ne? In ker imajo okolje, lahko grejo na Madžarsko, Poljsko, Češko, jaz ne vem, kam lahko grejo, kam hočejo. Če sam malo skočim, zato ker se mi zdi pomembno, se upravičujem. Lejte, absolutno podpiram in razumem tudi gospoda, privat ginekolog, zobar in tako naprej, ampak urgenco imamo pa samo eno. Dajmo si nekaj po podatkih tudi naliti, treba biti tukaj objektiven. Naš zdravstveni sistem je delal relativno dobro. Se strinjam, da organiziranost vedno ni bila najboljša, ampak imeli smo zelo dobre strokovnjake in tem ljudem je treba dati kapo dol. Na podlagi Junga trikotnika, ki sem prej omenil, oni delajo veliko družbeno korist, reševati življenja pač je produktivnostno gledano velik doprinos, ne. Na drugi strani imajo veliko osebno tveganje, 2 slabi operaciji, pa si zanovan za celo življenje in pa zahteva veliko inputa in pa redka dobrina je. Bral sem nek članek v časopisu nekaj časa nazaj, ki je paradoksalno, kjer sem mislil, da bodo stopili na stran kirurgov, ki je bila primerjava s ceno izvedbe polaganja ploščic. In je bilo kreganje, da čisto normalno, da stane izvedba polaganja ploščic več, ampak od slabo položenih ploščic ni umrl nihče, ne? Od slabo izvedenega kirurškega dela pa marsikdo in jaz si želim čim več dobrih kirurgov. Zadovoljnih kirurgov, ne? Ja, in moramo pač obrniti ta trend, ne? In moramo nekako implementirati to odločanje in družbeno tkivo, ne? No, sam tok, če dovolite, jaz se prečujem, če sem bil narobe razumljen, kakorkoli je osnovno, bom rekel, ta zdravstvena oskrba pomembna, ne, urgenca še prav posebej, ne, je pa tak, ne, da v zadnjih 10 letih je vse preveč zdravnikov ratalo menedžerjev, no. In ne poznam več zdravnika, ki ne bi gradil kakšnega vikenda na Hrvaškem in imel res ekstremne viške, ne. Pri tem, da večina njih drži svoj status v neki javni ustanovi in dela dodano vrednost v privatnem sektorju. Tudi to je dovoljeno, ampak potem meni v tej osnovni oskrbi, ali pa ne meni, v širši populaciji zagotovite neke razumne čakalne dobe, neko osnovno oskrbo in potem za nekaj plus, za doplačilo, potem lahko tudi obiščeš neko privatno kliniko, ne. Kaj pa to zdaj pomenilo, glede na to, da zdaj bodo sicer res, da vsi plačevali, ne, 5% jih prej ni, ne? Samo eno stvar še, pa da upam, da ne bom narobe razumljen, no, ampak kar se tiče teh svetovnih prvakov, srčnih kirurgov in ne vem, ostalih specialistov, takih in drugačnih, ne, mislim, to je tak, ne, ti fantje slej ko prej dobijo ponudbo s tujine, ne, to so ljudje, ki se, bom rekel, proslavijo, ker so uspešni, ker so sposobni, ker znajo delati, rečejo, tle ne dobim tok in gre, ne, in mi imamo vedno probleme, pol vsem jemljemo, ne, neke kvazi ljudi ali pa zdravnike iz bazena, ne vem, bivše Jugoslavije ali še dalje, ki pač pol opravljajo svoje delo tako opravljajo, ne vem, no. Jaz imam tukaj eno svoje mnenje, jaz mislim, da zdravstvo bi bilo treba resetirati popolnoma, da je čisto narobe postavljeno, da nima nobene perspektive, da se sipa denar v ta koš, da se ne ve, kdo pije, kdo plača, da imamo neke super moderne zgradbe in vedno je slabše. Vsako leto je slabše in vsako leto košta več denarja in vsako leto primanjkuje več zdravnikov. Mi meni razložite, kak je bilo, ko sem jaz bil majhen v Jugoslaviji, ker je bilo vsega skupaj za tretjino manj, pa je vse funkcioniralo. Torej, kaj se bo zdaj zgodilo, ko bo šlo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezno, kar sicer pomeni, da ga bo 5% ljudi več plačevalo, pa vendarle bo šlo v bruto plačo, kar pomeni, da en ta del bo sicer šel v drug državni žep, pa vendarle bo šel v drug državni žep. Plus, da zavarovalnice so same povedale, da s tem denarjem, torej 35 € oziroma par centov odvisno od zavarovalnice, nemogoče, ne, sploh ob tej inflaciji in stroških in to,
slediti nekim trendom. Država je rekla ne, zato smo ga tudi čez noč ukinili, zaradi 2-3 sindikatov, ki so se tle dvignili, brez nekega resnega premisleka, samo v zadnjem tednu 3-krat odločitev, gre v bruto plačo, ne gre v bruto plačo, 2-krat obdavčen, ni 2-krat obdavčen, kaj je s tem? Denarja vedno manjka, ne glede na to, koliko se ga noter vrže, zdaj se ga bo očitno dalo notri manj. Upravljalo se ga bo zdaj iz enega centra, govorili smo ravno o decentralizaciji. Monopol. Morda to, da smo imeli več upravljalcev, ni vedno slabo, sploh če je to privat firma, ki zna obvladovati svoje stroške. Torej, vprašanje najprej za vas z tega malo širšega vidika, kaj bo to pomenilo za proračun? Že zdaj so zračunali, da bo to 100 milijonov premalo. Verjetno še kaj več. Bilo je več vprašanj, pa če probam, ne moramo v enem stavku, tako kot vi zastavite več vprašanj v enem stavku, v enem stavku rabim več stavkov, da odgovorim na ta vprašanja. Lejte, to prvo del, kar se tiče celotna zdravstvena blagajna, jasno, starejša kot je populacija, višji je strošek, ker starejši ljudje več zbolevajo. To, da boste približno vedeli, v starostnem razredu 75 do 85 je strošek na per capita 8 do 10 krat večji kot 25 do 35 in mi imamo ta shift, imamo vedno več starih ljudi. Zaradi tega tudi to drži, kar so zdravstvene zavarovalnice rekle, da pač strošek bo absolutno naraščal in to premeščanje iz dopolnilnega zdravstvenega v obveznega ne bo rešil problema, ker prehranili smo v resnici 40 milijonov stroškov, ki so jih imele one, pri čemer pa še vedno, kot bo gospod vedel, nismo marsikere neučinkovitosti v zdravstvenem sistemu popravili. Vi morate nekaj vedeti, ZZZS, jaz verjamem, da ima, bom rekel, moralno inicijativo, da se proba čim bolj spogajati, nima pa ekonomske inicijative, da določena nesorazmerja, ki obstajajo, recimo za določene posege ali pa stvari so normativi ali pa cene še vedno iste, kljub temu, da se ekonomija spremenila, ekonomika teh posegov in so ratali 10-krat cenejši, obstajajo neučinkovitosti v sistemu. In te neučinkovitosti bi hipotetično bistveno lažje odpravile zdravstvene zavarovalnice, če bi se jim rekli, če želite upravičiti svoj obstoj, znižite stroške 40 milijonov na leto tega zdravstvenega zavarovanja in bi jih. Zdaj smo prenesli to v obvezno zdravstveno. Drug problem je ta, da bomo spet očitno nadpoprečno obdavčili vlečne konje plače. In ne vem, kako nam uspe to, da povečujemo nahrbtnik predvsem tistih, ki najhitreje plavajo in jih hkrati motiviramo ali pa iniciramo, da probajo zbežati stran, medtem ko bi lahko z dokaj enostavnimi posegi naredili kakšno rešitev veliko bolj življenjsko in užitno. Zdravstvena blagajna bo zaprta, to nič ne skrbite, tega je, to ni tako velik strošek in bo to že problem, bo ta, da bodo tisto, kar so rekli, kot sem razumel v začetku, da ne bodo naredili, nadpoprečno bodo obdavčili najbolj produktivne. Petra. To je v drugi fazi, sicer zdaj moramo najprej ugotoviti, kaj bo s 1.1., kar je tako rekoč. Ampak to so vse dodatne obremenitve, se strinjam, kar je povedal. Kaj smo pravzaprav naredili? Prvo, kar je to, reforma ni. To je neko reševanje neke finančne situacije, ki ni pravo reševanje, ker v resnici namesto, da bomo vzeli z levega žepa, bomo vzeli z desnega žepa. Jaz se spomnim časov, ko smo se o zdravstvu pogovarjali, ko je bil celokupen izdatek za zdravstvo v Sloveniji 2,5 milijarde. Mi smo danes v Sloveniji na 5 milijardah. A se mi lahko vprašamo, kaj se je v tem obdobju zboljšalo za bolnike? In tudi ta nesrečni izračun teh 35 evrov, v zvezi s katerim je tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje opozoril, da je to že danes premalo. 10 evrov prenisko, točno toliko, kot je Generali takrat prvi dvignil. Tako in ta naša neskončna naivnost, prvo kot prvo, smo ukinuli dopolnilo, de facto bomo še vedno to plačevali, se pravi samo iz drugega žepa. Po drugi strani mi danes vemo, da ta zadeva še zdaleč ne temelji na nobenih aktuarskih izračunih, da ne vključuje medicinske inflacije. Prej je kolega dobro povedal, staranjem stroški za zdravstvo zelo, zelo naraščajo. In mi smo vedno bolj, ne maram reči starajoča družba, dolgoživa družba, ker želimo biti aktivni, želimo biti zdravi, pričakujemo storitve, ki jih mogoče včasih starejšim niti niso tako zelo pogosto nudili. Prihajajo nova zdravila, nove tehnologije zdravljenja, nič od tega ni ukalkulirano. Popolnoma nič. Torej, kaj smo naredili? Nimamo niti nobenih rezerv v sistemu, mi smo šli tudi tukaj, tako kot že prej pri zdravstveni blagajni, ki mimo grede ni zavarovalnica, ampak je zdravstvena blagajna, dobi denar, da denar naprej. Smo vzpostavili še en sistem pay-as-you-go, se pravi sprotnih plačil. Mi nimamo nobenih rezerv tukaj za prihodnost, za večja tveganja, ki zagotovo prihajajo. Zdravstvo je sistemska zadeva in mislim, da tukaj vsi skupaj čutimo posledice tega, da se zadev ne rešuje celovito sistemsko, ampak zelo ad hoc. Mi smo zdaj začeli
temelje hiše popravljati pri strehi. V resnici pa organizacija še vedno, tako kot je gospod prej povedal, ima izzive, jih nismo rešili. Sam malo bom uskočil. Petra, mogoče pa rešitev ta, da v tej hiši, ki jo določeni popravljajo, potem tudi spijo. To je bil namreč... Da pol, če se slučajno kaj zgodi, da bojo videli, kako je. No, tudi zelo velik strošek, tle smo pa tretji v Evropi, je strošek bolniških odsotnosti in če sem prav si zapomnila podatek, porabimo 8,5% BDP-ja samo za to. Zdaj je spet sprememba bo zakona, kjer boste delodajalci plačevali za 30 dni, ne več 20. Bo pa hkrati omejena bolniška nadomestilo, ne, kar pomeni, imate vi z bolniškami težavo, ZZS-ju je to za 200 milijonov v enem letu zrastel strošek, imate vi težave z bolniškimi odsotnosti, sploh z dolgotrajnimi in ali mislite, da bo to, da bo zdaj recimo bolniška omejena na 2,5-kratnik bruto plače, človeka, sploh če imate koga, ki ima več kot to, spodbudilo, da mogoče ne bo vlekel neke bolniške 3, 4, 5, 6 mesecev? Ne, pri nas je bolniških izredno malo, pač tega inštrumenta se niti ne uporablja veliko, niti se ga ne zlorablja. Tako da zopet mogoče mi smo premajhni, veste, da bi zdaj jaz tukaj lahko kaj pametnega povedal. Tudi želimo ostati majhni, fleksibilni, hitri, uspešni, pa tudi zdravi. Ne? Skrbimo za zdravje, telovadimo vsako jutro. Ne? Res. In imamo ene take svoje poglede. Veste, za zdravje na koncu mora biti vsak posameznik odgovoren zase. Tako je. Računati na državo in na to, da bojo, ne vem, zdravila rešila tvoje zdravje, jaz ne vem, mislim, če lahko koga z vrtca prepričaš, mogoče bi še šlo, ampak to ni stvar resne debate. Ne. Koliko se bo pa na splošno gospodarstvo poznali ta premik iz 20 na 30 dni, sploh recimo kakšnim večjim zaposlovalcem, ki pa imajo morda malo manj zdrave ljudi kot v eventu? Ja, seveda je to spet ena od, vse te obremenitve se malo po malo seštevajo. Bi pa mogoče današnji se delodajalci zelo veliko ukvarjajo, tako kot je gospod povedal, z nekim dobrim počutjem zaposlenih, treba je delati v bistvu na tem in se sistemsko ukvarjati tudi s tem vprašanjem, da so ljudje zadovoljni na delovnem mestu, ker potem vemo, da je tudi bolniških odsotnosti manj. Kar se pa tiče državne ravni, da tako rečem, sta pa dva izziva. Prvi je ta, da je Slovenija, mislim, da poleg Bolgarije edina, ki ima neskončno trajne bolniške. To je en izziv, ki ga je treba nasloviti, je pa seveda to potrebno potem urediti v kontekstu, kako se rešuje takšne situacije, da niso takšni ljudje puščeni v negotovosti. Drugo, kar pa je pa tale omejitev, bolniške. Veste, mi že leta smo se pogovarjali o razvojni kapici in vemo, da pokojnine so navzgor omejene, zdaj očitno bodo tudi bolniške. Zakaj se ne želimo pogovarjati potem tudi o omejitvi prispevkov, ki gredo zaenkrat v nebo? Kaj pa recimo je lahko tle nek vpliv, zdaj se recimo razmišlja, da se bojo dvignile trošarine na vse stvari, ki naj bi skrajševale in zmanjševale naše zdravje, od sladkih stvari, alkohola, tobačnih izdelkov, zdaj bodo prepovedali vse, kar je in snuzov in teh pufov, kakorkoli se reče temu. Je lahko to na eni strani prek trošarinske politike nek dodaten prihodek v proračun, hkrati pa, sicer smo sami odgovorni vsak za svoje zdravje, z težjo dostopnostjo ali pa z višjo ceno, da morda s tem znižamo nekoliko strošek zdravstvene blagajne. Če se malo pošalim, tam pri snuzu pa puhu ste me izgubili, pri sladkarjih ste me dobili, tako da to je moja razvada. Lejte, vsaka stvar, čisto striktno gledano, bom rekel, medicinsko in pa tudi z vidika učinkovite ekonomije, vsaka stvar, ki lokalizira odgovornost oziroma posledice dejanja, je smiselna. To pomeni, če mi vemo, da je neposredna povezava med sladkimi pijačami, cigareti in to naprej in dvignemo trošarine, deloma lokaliziramo to odgovornost, da tisti, ki imajo povzročajo večji strošek zdravstvene blagajne, tudi več plačujejo. To je eden ukrepov, ki bi bil celo smiselno, ne vem, kako pa v praksi, bom rekel, izpeljati, ne. Tako da, ampak še enkrat, kot rečem, ne, če bi stopili korak nazaj, pa bi tudi v samo družbo že prej, bom rekel, to odgovornost pred pravicami vgradili, pa delo pred plačilom, bi bili mi vsi veliko na boljšem.
In jaz naš drugega v takih podcastih, ki se mi zdi tudi izhodišče zelo dobro, ne želim, kot da začnemo počasi nazaj preusmerjati smer družbe ali pa rekel tega, kam plovemo v malo bolj zdrave temelje. Kot posledica, to so vse mikroposledice, to, kar smo danes govorili v tem smislu, da imamo podaljšanje bolniških, da imamo štempljanje in to naprej. Ne. Te stvari v resnici ti nikoli ne moreš kompleksnega mehanizma od zgoraj navzdol korigirati ali pa upravljati. Tako, ker ne moreš človeka, bom rekel, ti na daljinca pa mu dati čipe v glavo, usmerjati, kako bo on roke. Ne. To v resnici mora priti od spodaj navzgor in ta brbotanje, tudi v podjetniškem sektorju, da dobro zamenja slabo in da se tako sistem sam čisti, mora biti tudi na ravni družbe. 100 pravil, 2500 izjem. Tako da in ko bomo obrnili smer tega, da bomo odgovornost dali pred pravicami, hkrati pa tudi od vsakega terjali, kar nekaj narobe naredi potem, da plača za to, ne, pa bomo na pravi poti in se bodo stvari veliko hitreje same uredile. Ne bomo rabili takih podcastov. Ker bo vse idealno in ne bomo imeli o čem govoriti, ali kaj? Trenutno smo zelo postali družba regulacije. Vse pravzaprav želimo opredeliti, definirati, na ta način usmerjati in se strinjam, tako kot je bilo rečeno, mi moramo družbeno vzgojo, družbeno klimo kot tako spremeniti. Tudi recimo z vidika neke privoščljivosti uspeha. V Sloveniji se vse začne pa konča pri čestitanju športnikom. Drugje imajo pa Slovenci pa že velike izzive in takoj, ko se postaviš ven iz povprečja, se zgodi... Pričemer večina športnikov davkov ne plačuje v Sloveniji, ne, če smo zdaj želih. Ja, saj te najboljši. Ne? In tukaj je nek tihi konsens, da to je pa kar v redu, a ne? Dajmo se vprašati, če mogoče je treba na piedestal postaviti pa tudi druge uspešne ljudi. Pa ne govorim samo o gospodarstvu, vse lahko je to kultura, karkoli. Začeli smo z pretirano regulacijo in z vsem, s prihodnjim letom prihaja tudi nova opredelitev zaračunavanja elektrike, nove omrežnine, 5 časovnih blokov in 10 različnih tarif, plus kazni za preseganje, ki naj bi doletela predvsem recimo podjetja, kot je vaše. Sploh, če boste v nekih konicah presegali nekako že skoraj da napovedano porabo, ste začeli že kaj razmišljati, zdaj so sicer rok premaknili na polovico leta, pa vendarle, kako boste optimirali in kako boste skrbeli na teh, torej 5 blokov in 10 tarif, da ne boste z unimi 15 minutami, ki jih boste presegli, s tem potegnili strošek celomesečni na neko popolnoma drugo raven. Ja, dobro, ja. Mi smo o tem razmišljali, ne, tudi smo se pripravili, ne, imamo lastno proizvodnjo elektrike, torej elektrarno. To se da programsko nastaviti z nakupom baterij, ne. In mislim, da tega problema ne bomo imeli, ne, ampak, a veste, ta euforična zgodba okrog te elektrike, mislim, mi se sploh ne pogovarjamo o tem, da ima Slovenija za lastne potrebe pridela 3-krat več energije, kot je porabi. Mi se gremo nek biznis na tak način, da smo vedno na slabšem in potem iščemo izboljšave tam, kjer se mogoče da neke finese prihraniti, v gabaritu pa zopet fulamo, ne, in se bojim, da katerekoli teme se dotaknemo, je tako, da so ti temelji malo gnili, ne. Ja, bomo se prilagodili tej nesmiselni zgodbi, še eni v nizu ostalih nebuloz, dokler se nam bo pač dalo, no. Vaši člani ste imeli že recimo tle kakšne debate o tem, ker menda bodo kazni kar precejšnje in to ne, za odstopanje 15 minut, kar je noro za neko podjetje, ki mora paziti, že samo danes smo omenili 900 zakonov in predpisov skorajda, če malo pretirava, zdaj bo mogel pa še paziti, kako bo znotraj dneva, v različnih mesecih, v različnih letnih časih to on nekako še to spremljal. Ja, se strinjam, kar je gospod povedal, sej za to gre. Jaz se ob tem zelo velikokrat spomnim na besede Janeza Šušteršiča, ki je sicer v enem drugem kontekstu odlično napisal, da kadar je sistem toliko kompleksen, da ga ljudje z izobrazbo in z nekimi, dodatnimi izobraževanji težko razumejo, potem je s sistemom narobe vse, kar je možno, Tako da ja, prinaša neko kompleksnost in verjamem, da finančne posledice in upam, da se ne bomo s tem na ravni države res ne ukvarjali šele takrat, ko bo zares bolelo. Da končamo z podobno
temo, ampak na drugem, še širšem, v zadnjih tednih še ena stvar, ki je precej odziva zbujala, je regulacija države kratkoročnega oddajanja nepremičnin, torej preko Airbnb-ja, Bookinga in podobno, kar naj bi na splošno Sloveniji več kot tretjino vseh nočitev ustvarjali. Hoteli so običajno sploh v vrhuncu sezone, ko je tudi največ takih turistov, 90-95% zasedeni. Kar pomeni, da mi tega, če to prepovemo popolnoma, ne moremo v celoti prenesti na druge, predvsem hotelske namestitve. Kaj to pomeni za dejansko prihod turistov, potrošnjo turistov? Slovenija velik del BDP ustvari s turizmom. Če mi zdaj, seveda, tudi če rečemo, tega ne bomo izgubili vso tretjino, pretežno tujih turistov, bomo jih pa kar precej. Je to ravno v času ohlajanja, letošnja sezona ni bila rekordna, ni bila na ravni leta 2019, se nam splača zdaj še take stvari početi, predno so sploh neki pametni izračuni, kot pravijo turistični delavci. To je problem recimo Ljubljana, Bled, pa mogoče kakšna obalna občina, vseh ostalih, torej 209, ker jih imamo 212, če se ne motim, niso problematične. Nisem specialist za turizem, ampak če drži, kar ste rekli, to pomeni, da bo izpad v tistih najbolj, bom rekel, vršnih mesecih, kjer je največ prihodov. Drugače pa kot razumem, enkrat sem sodeloval v eni debati, ampak ni moj področje turizem. Največji problem imajo hoteli, da so oni obremenjeni z več davki in dajatvami in drugi pristojbinami kot Airbnb. Če izenačimo level playing field, ne vem, zakaj bi omejeval, kaj lahko oni delajo, sicer je ukrep to tudi v drugih mestih, ampak mislim, da to ni največji problem. Zdaj, kakšen bo pa kratkoročen in dolgoročen vpliv, pa se jaz upravičujem, res ne znam presoditi. Da končamo s tem, ker smo proti koncu leta. Kaj se vam zdi, da bo največji izziv leta 2024? Glede na trenutno situacijo, tako politično kot gospodarsko, ne zgleda, da bomo veliko šampanca odprli 31.12. in da bodo ognjemeti prav zelo svetli. Če ne drugega, se napoveduje val stavk v začetku leta in podobno, in to samo, če gledamo zelo ozko lokalno v Sloveniji. Torej za vas, mednarodno podjetje, kaj bodo največji izzivi? Največji izzivi so zadnja leta vedno enaki. To pomeni ohraniti notranji mir. In na osnovi tega potem sprejemati odločitve, krmariti po nekem razburkanem morju, se izogibati nekim viharjem, poskušati stopiti na gas, ko je lepo vreme, in na koncu še sebe prepričati, da uživaš te vožnje. Podobno vprašanje oziroma enako vprašanje za vaju? Jaz sem po naravi optimist in zelo, zelo nerada slikam neke črne slike. Bi pa mogoče odgovorila tako, prihodnje leto imamo evropske volitve in jih bom z zanimanjem opazovala, ker pričakujem spremenjeno retoriko, da tako rečem. Samo v Sloveniji ali splošno na evropski ravni? Na evropski ravni? Ja, na evropski ravni. Evropa ima izzive, tako da bo zanimiva. Jaz sem tudi po naravi optimist. Jaz tudi. Ne, roko na srce, prihaja obdobje, ki bo postregel z bistveno večjo volatilnostjo, kot smo navajeni. Država bo mogla preprosto se prilagoditi in mi vsi. In najboljši način, da ohranimo socialno državo, ki jo jaz zelo zagovarjam, je ta, da olajšamo spone za uspešno gospodarstvo, za te vlečne konje, da bomo imeli kaj za deliti. Jaz ne želim biti pesimističen, to je golo dejstvo preprosto tega vseh surovinskega stanja, geopolitičnih tveganj in pa ustroja družbe, tudi druge po svetu, volatilnost, ki prihaja, in to se je zgodilo v zadnjih 2 letih, tako na trgu elektrike kot surovin bo bistveno večja, kot so ljudje navajeni, in moramo olajšati te spone, da vlečni konji preživijo in da potem lahko razdelimo in hranimo to družbo, ki je bila do zdaj stabilna in je predstavljala neko varnost za vse. To se vedno znova ponavlja, pa nažalost zelo redko dejansko zgodi, sploh v trenutni situaciji, ko vse, kar je bilo obljubljeno, ni bilo zares narejeno. Tako da dajmo dodati še eno stvar, ki bi mogla biti nekje v bližnji prihodnosti narejena. Najlepša hvala vsem trem za vaš čas, za vaš doprinos in za zanimiv seveda pogovor. To je bil še en podcast SBC Aktualno. Vabljeni k ogledu oziroma poslušanju ter seveda srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.